Spoštovani gledalci in gledalke, pa tale trenutek bolj apeliram na tiste, ki ste nežnejšega spola. Ko se pogledate v ogledalo, ali vidite stvari, ki jih morate spremeniti, ali je bolj pomembno, da se sprejmete. Danes v mojem studiu same boginje oziroma v dnevni sobi in začeli bomo pogovor pravzaprav o tem, kako pomembno je ne da se spremenimo, ampak da se sprejmemo. Kaj ne da? Angelski dotik? Res je. Ženska lahko zase naredi zelo veliko, ampak bistveno je, da se sprejme, da se preneha obsojati za vsako majhno malenkost v svojem življenju, ampak da res najde neko ljubezen do sebe, stik s seboj. In del najnega poslanstva je v bistvu to, da ženske spodbudiva k temu, da se začnejo negovati, da prepoznajo boginjo v sebi. Ker v resnici čisto vsaka ženska je boginja in ne definirate to, koliko si stara, ne definirate to, kako se ti počutiš, a si v partnerski zvezi ali ne. Ampak v bistvu te definira to, kako se ti počutiš sama s seboj. In resnično ni lepšega kot to, da se ima ženska rada in da pač ta sijaj, ki se prebudi ob tej njeni ljubezni do sebe, deli s svetom. No, na vajni spletni strani sem prebrala ogromno enega materiala in veliko zanimivih člankov in zanimivih vsebin. In vsaka ženska je torej boginja, ampak mogoče jo je majčkeno pustila nekje tam zaradi vseh obveznosti in predvsem želje, da ustreči vsem drugim prej kot sebi. Torej, misija prebuditi boginjo v sebi iz tistega spečega sna morda. Zdaj pa seveda se takoj pojavi vprašanje, ok, kako? Ja, obstaja kar precej trikov, ampak prvi trik, ki bi ga jaz izpostavila, je, da se začnemo spet negovati. V bistvu smo v tem hitenju, ki ga imamo, ki smo ga skozi dan ustvarili, pozabili na to, da je zvečer, ko se vzameš čas, da se neguješ, da se res dotakneš svojega telesa, da se začneš maziliti, da začneš uporabljati naravna olja, naprimer kokosovo olje, da si zvečer po celem telesu nameziliš to olje, da orenk premasiraš celo svoje telo, da se dotakneš svojega telesa. Negovanje svojega telesa, to ni povezano z ličenjem, ni povezano z make-upom, ampak je povezano s tem, da se ti sebe dotakneš, da se premasiraš, da se dotakneš mogoče mest, ki si jih še nikoli, ki si že pozabila, da se jih lahko dotakneš, naprimer podplatov, da se zmasiraš podplate redno. Prav tako pa prsi. Prsi so zelo pomemben del žensk in je zelo pomembno, da se jih redno dotikamo, da se jih masiramo. Tukaj bi mogoče bolj izpostavila kot kokosovo olje, ki sem ga prej izpostavila za telo, marelično olje, ki je zelo lepo mazljivo in ti pomaga zbuditi ta stik s svojimi prsmi. Sploh glede na to, da je danes dan brez modrčka, bi mogoče še bolj na to spodbudili, da naj se ženska najde čas, da se zvečer zmasira, da se dotakne svojih prsi, ker je to toliko pomemben del sebe. Drug način negovanja ženske bi pa jaz izpostavila točko ženskosti. To je točka, ki je 10 cm pod popkom. Jo imamo vse ženske na tem mestu in nam pomaga, to je točka, iz katere mi izhajamo. To je naš center, naše ženske moči, našega delovanja. In je zelo pomembno, da se velikokrat to točko, naprimer, ogrevaš, da pomagneš svoje roke, položiš roke na svojo točko in samo obstajaš v tem. Ta točka je v osnovi, ima rozno energijo in je dobro, da v bistvu, ko daš roke gor, si predstavljaš rozno svetlobo. Prav tako pa je način, kako lahko negujaš to točko, tudi to, da v bistvu na njo nanašaš esenco boginje Afrodite. To je dišava, ki sem jo jaz ustvarila, ki je blagoslovljena z energijo boginje ženskosti in jo v bistvu vsak večer naneseš na to točko in ti odpre to točko, da zasijaš v svet. Jaz sem jo pa uporabljala pravzaprav za dlani, pa tudi tukaj sem si jo dala. Aha, ok, se pravi tudi tukaj. Vse te točke so dobre, zaradi tega, ker te v bistvu povezujejo s teboj. Pa tudi tako je, midve rade svetujeva ženskam, da pri uporabi energetske dišave jo nanašajo na točke, ki so jim blizu, zaradi tega, da jo lahko tekom dneva večkrat uporabijo. Točka ženskosti jo imamo ponavadi nekje za hlačem skrito ali pa za obleko in težko se sred dneva slečaš, namažeš. Je
zato so te točke zelo močni energetski centri, ampak prav za žensko je ta točka zelo pomembna, da jo v bistvu neguješ, da jo pač s toplimi rokami pokrivaš, sploh zvečer bi bilo dobro, da si namažeš z esenco, daš roke na to točko in zaspiš v tem položaju, če je mogoče. To pa je vsekakor zanimivo, tako da upam, drage boginje pred televizijskimi zasloni, da boste vse to preizkusile tudi same. Biti ženska, se pravi v vseh življenjskih situacijah, predvsem pa tudi v partnerskem odnosu, kaj ne? Da zdaj v tem času smo, se mi zdi, da ženske kar vse bi rade same naredile, pa kar vse bom jaz, pa se bom jaz, pa smo pa utrujene, pa zmanjka nam časa ravno za to samo negovanje, verjetno, ne? Ja, v bistvu je zelo pomembno, da prepoznaš, ali živiš v vlogi ali živiš v svoji ženski esenci. Vloge so v bistvu vloga biti mama, biti žena, biti gospodinja, vloge v poslovnem svetu. In v trenutku, ko gre ženska v vlogo, v bistvu se v popolnosti odveže od te svoje ženske esence. V bistvu se moramo zavedati, da poleg vseh teh vlog, v katere dnevno vstopamo, je prva energija, ki jo imamo, energija ženskosti. In v bistvu ta energija je tista, ki te bo celo življenje polnila in ti bo dajala moč, da dosežeš vse tisto, kar v bistvu ti želiš doseči. In dejansko, kar je pomembno, je to, da se v bistvu vse ženske zavedajo, da karkoli si one želijo v svojem življenju, od izpolnjujočega partnerskega odnosa do določenih ciljev, ki so si jih zadale za svoj uspeh, ki pač kar želijo doseči v življenju, vse to je zanje mogoče, ko grejo v to svojo žensko energijo. Zato, ker takoj, ko si v vlogi, začneš ugajati drugim ljudem in ne izražaš sebe in če nisi pristna, se v bistvu ne more energija okrog obrniti in ti vrniti tega, kar ti oddajaš. Biti ženska torej, pomagale vam bodo tudi tele esence, torej esenca boginje Afrodite, ki pa jo bomo tudi podelili. Skratka, čudovita esenca, slišali ste, nekatere točke si jo torej nanašate in telefonska številka se bo tale trenutek izpisala spodaj. Podarili bomo torej, oziroma angelski dotik. Anja in Tjaša nam bosta torej za vas, eni od gledalk, podarili to esenco, ki jo bo seveda tudi s pridom uporabljala, poslali pa jo bomo seveda po pošti. No, katera bi jo želela in kako bo torej lahko rasla in prebujala svojo boginjo z njo. Vsak trenutek bomo torej sprejeli vaš telefonski klic in jaz verjamem, da boste prejele vse te blagoslove boginje Afrodite. Se mi zdi, da ko se že izreče sama beseda Afrodita, da je en tak prijeten val. Tak nežen, prijeten val ženskosti. Ja, to je v bistvu duhovna vodnica vseh žensk. In tudi, če jo ne poznaš, ne veš, kaj v bistvu ona je, s tem takoj, ko pomisliš na njo, ko izrečeš to ime, ona pride s to svojo energijo in ti da moč, da ti lahko zažariš. Je pa še en trik, ki bi ga želela v bistvu zaupati gledalkam te oddaje, rožnate hlačke. Rožnate hlačke so en tak zelo preprost trik, da ženska ves čas ostane tekom dneva povezana s svojo žensko energijo, zato ker v bistvu hlačke ves čas pokrivajo točko ženskosti in če so rožnate, še dodatno odpirajo to mesto, ta center in dejansko rezultati najnih strank, ki redno uporabljajo rožnate hlačke, so zelo simpatični. Aha, super! No, naslednjič bomo pa še rožnate hlačke kakšne podarili. Krasno, super! To se mi pa zdi, da je res ena taka čist vsakdanja zadeva, ki jo lahko vsaka dejansko uporabi. Res je. Ste povišale pa moje prodaje v rožnatih hlačkah, Sloveniji ta trenutek. Zaenkrat trenutno mislim, da jih ni na razpolago, ker so najne stranke vse pokuple. Ja, krasno, super. Sicer pa veliko je tukaj dela na sebi in vsekakor je človek tisti, ki lahko vse to prebudi, se pravi sam. Pa vendarle včasih potrebuje pomoč oziroma dodatno spodbudo, mentorstvo ali usmerjanje, v katero smer dejansko tukaj tudi gre. Kako se lahko tukaj pomaga, oziroma to je tudi vajine življenjsko poslanstvo, da pomagate ženskam prebuditi vse to, kakšne tehnike uporabljate, delavnice, predavanje, kako je s tem? Ja, v bistvu jaz imam ta dar, da se lahko direktno povežem z boginjo Afrodito in vsi najni dogodki, najne delavnice so dejansko kanalizirani. To pomeni, da ženske pridejo, se zberemo, imamo delavnico, se malo pogovarjamo, podelimo različne izkušnje, potem je pa vedno v bistvu del delavnice, del dogodka tudi to, da se jaz povežem
delam z energijo boginje Afrodite in kanaliziram njena sporočila za ženske, za skupino in vedno vsaka dobi tudi osebno sporočilce, kar je pa, bom rekla, tisti biserček, da res tebe nagovori ta boginja ljubezni in ženskosti in da v bistvu ti spoznaš, kaj je v tebi, kakšna posebna energija je v tebi, kaj ti kot duša nosiš, da lahko izraziš ven. Tako da dejansko naj namen je v tem življenju, da v bistvu ženske spremva na to pot ljubezni do sebe, kar počneva preko delavnic. Konkretno zdaj novembra bo imela eno delavnico Zaživi kot boginja, ki je namenjena prav temu, da v bistvu z stikom, negovanjem, z deljenjem izkušenj, z raznimi triki, izzivi, nasveti ženske spodbudiva, da prepoznajo boginjo v njih samih. Mi dve želiva vse delavnice, ki jih organizirava, oziroma vse nasvete, ki jih predajava ženskam, narediti zelo tako praktične. Zaradi tega, da jih lahko vsak trenutek vpelješ v svoje življenje, da ne potrebuješ neke visoke izobrazbe, da to vpelješ, da ne potrebuješ nakupiti cel kup nekih pripomočkov, da lahko to vpelješ. Take stvari, ki jih lahko z majhno spremembo hitro uvedeš v svoje življenje, so tudi hitro dobiš rezultat. Ker takoj, ko dobiš rezultat, pol ima še več zagona, še več želje potem, da bi naredila še nekaj v tej smeri. Predvsem pa več zaupanja do sebe, da si na pravi poti, da je to, kar delaš, v bistvu nekaj, kar je prav, da delaš. Zaradi tega, ker kot ženska je prav, da sebe izraziš kot ženska, da v bistvu ustvaraš priložnosti, da ustvaraš izpolnjujoč partnerski odnos, da uživaš v svojem življenju, da se okolica odzove na te. No, vse to pa si želi tudi naša gledalka Blanka, ki nas je poklicala za to, da bi prejela tole esenco boginje Afrodite. Dober dan, dober dan. Se slišimo, gospa Blanka? Ja, dobro, se slišimo. Ja, se slišimo dobro, smo sami domači, veste? Ja, super. Gospa, koliko ste vi uspeli prebuditi to svojo boginjo v sebi? Trudim se jo prebujati vsak dan, no, tako. Kaj zvečer si utrgam čas za to. No, upam, da ste dobro poslušali, esenco boste prejeli, pa še roza hlačke si boste kašle dodeli, pa bo potem kar bolj, ne? Jih pa že imam. No, super, to je odlično. Takole, iskrene čestitke, energijsko v redu je gospa tista, ki je namenjena leta zadeva. Tako da iskrene čestitke, gospa, vsekakor ste prijeli tole esenco oziroma jo boste prijeli in naj vam služi, porabljajte jo. Takole, gospa Blanka se je poslovila in najlepša hvala tudi vama za obisk. Prihodnji mesec jaz se že veselim vseh teh tematik. Vi pa ostanite v naši družbi. Danes namreč zelo posebna oddaja. V naši družbi je namreč Gaja Klas, ki nas bo zapeljala in očarala z zvoki, takšnimi starodavnimi, ki bodo v vas spodbudili marsikaj. Vse to in še več v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Prazna luna je, tako da danes še posebej pomembno očiščenje.